ko greste v trgovino in gledate vprašanje, ki si ga morate nujno zastaviti je, a to res rabim? A to res rabim? Ampak, kaj pa to? A to res rabim? Ker če si ne zastavljate tega vprašanja, mislim, da ste že sami ugotovili, da pridete domov s kupom stvari. Da ne govorim o tem, da greste v živilsko trgovino takrat, ko ste lačni. Ker cel voziček domov pripeljete stvari, ki jih sploh ne rabite. In tale trenutek vam dam vprašanje. Koliko oblek imate v omari, ki vam niso prav, niste imeli veliko priložnosti, da jih nosite, ali pa pač se vam ni dal probati, pa ste potem kar vzeli in vse te ostale stvari. Moramo se začeti spraševati stvari. Tudi kar se tiče recimo samih materialov. Zdaj materiali en kup jih je, ki ne rabijo, da se likajo, ki se popacaš, pa se nič gor ne prime. Itak je vse skupaj polno sintetike, ampak vse te tehnološko razvite tkanine res so ful fajn, pa praktične, pa hiter, pa to, ne? Če si ne zastavljamo vprašanj. In sicer je prvo vprašanje, ki bi si ga tudi morali zastaviti, to, koliko je zdaj to zdravo, kakšno ceno tega plačamo na našem zdravju, pri nas sami. V svoji družbi pozdravljam kolegico, prijateljico in lastnico Zelene trgovine ter pobudnico za zdrav življenjski slog. Sandra je v naši družbi. Dober dan, dober dan. Dober dan. Veš, težko je. Težko je hoditi po tvoji trgovini, tukaj v BTC-ju in se spraševati to, a to res rabim, ne? Ker pri temu, recimo pri karafih, pa pri teh kozarcih, pa to, ne? To sem se odločila, da rabim. To rabiš. To rabim. Ja. To sem se odločila, da rabim in to sem si vzela, pa še sveta geometrija od spodaj, tako da to sem rekla, da rabim. Ampak danes bomo govorili predvsem o sintetiki tudi v samih oblačilih in v vsej tej novi tehnologiji, taki in drugačni. Je vprašanje torej na mestu, kakšno ceno vplačamo s svojim zdravjem, resnično ceno? Ja, zagotovo, ja. Se velja to vprašati, no. Pa če se vrnemo na tisto, kaj rabim, mene včasih stranke malo čudno pogledajo, ko mi začnejo naštevati, kaj vse bi imeli novega, ne. In potem, ali to zares potrebujete? Sicer te, ko bi rekla, prodajniki, ko poučujejo pospeševanje prodaje, pa to bi se po mojem kar za glavo primili, ampak to je dejansko resno. Stranke že pri izdelkih za dom jim je že čist normalno postalo, da si kupi par posteljnin na leto, a ne več kot 2 posteljnini, 2 rjuhi, se mislim, da sploh ne potrebuje, no. Tak stil življenja sem povzela. Ja, to sem se že naučila, no. Pri oblačilih pa tudi se moramo vedno bolj tega zavedati, pa tudi te kopičenja stvari na splošno, tudi z vidika energije, ne samo z vidika tako zdravja, no, da se kemikalije vnašajo v dom, pač res niso več priporočljive in ne pomagajo in nobenemu ne delajo dobro, no. Niti neko spodbujajo potrošnjo, ampak to ni najbolj primerno, niti za okolje, niti za nas, no. Ko gledam reklame, recimo, ne vem, že pri pralnih praških in pri vseh teh zadevah, koliko to vso kemijo ven, mislim, ves blat ali pa karkoli ven potegne, tukaj se jaz vprašam, no se to je vse lepo in prav, ne? A se kdo vpraša, tudi to pol mi damo dejansko na sebe, ne? Tukaj ta povezava se mi zdi, da mogoče nekaj ne štima. Ampak je pa res, recimo, čist direkt pri posteljnini, recimo, ne more se primerjati, odkar imam tvojo posteljnino dejansko, ne more se primerjati občutek, to dihanje, termoregulativnost, kvaliteta spanja se ne more primerjati za ta staro, recimo. Ampak je pa res, da se pa recimo prej se pa zmečka. V tem smislu, da likalnik jo ima pa prej rad, recimo, ne? Ampak to zdaj se meni ne zdi, da je tukaj slaba zadeva, da bi zamenjala za vse ostalo. Ampak če pogledava tako celostno, recimo, največkrat uporabljena v oblačilih sodobnega časa je sintetika. Ima kakšne prednosti oziroma kakšne prednosti ima sintetika? Sintetika ima zagotovo precej prednosti, no. Recimo pri sintetiki, sintetični materiali, tam dejansko lahko dosežejo
brzda zvišujejo gostoto, trdnost in to, ne, dosežejo določene lastnosti izdelkov. Sintetični materiali so tudi, recimo se hitreje sušijo, se manj mečkajo, se manj krčijo, niti ne gorijo, se dosti počasneje vnamejo. Problem pa je, da takrat, ko zagorijo, se pričnejo topiti in dejansko povzročajo precej hujše te lokalne opekline. Potem prednosti so še, ne vem, madeži, to lahko odstranite dejansko tudi z suhim čiščenjem, perete lahko na višje temperature, perete lahko na, ne vem, tudi do 50-60 pranj. In te sintetični materiali oziroma vse te obdelave materialov so v industrijske namene se najprej začeli uporabljati. In zagotovo pri določenih poklicih je zelo dobro, da so materiali obdelani proti gorljivosti, da ohranjajo trdnost. To so hoteli pa to, ne? Oni sploh, ne? Recimo v hotelih, jaz ne morem ležišča v hotelom prodati, zato ker hoteli postavljajo pogoj, da mora biti obdelano s formaldehidom, da mora pač vsebovati zaviralce gorenja. To pomeni, da nobena posteljnina, nobena ležišča nič ni primerno za hotele. Zakaj so to začeli delati? Pač iz enega samega razloga, najprej normalno, da se zaščitijo prebivalci, da se to ne začne, da gorenje, zavirajo gorenje, ne? In seveda, da se ne poškoduje lastnina samega hotela. Največji problem pa je, kar so zdaj zadnja leta precej že pričeli opozarjati in so dejansko problemi, da skoraj 30% požarov, smrtnih žrtev, ne povzroča ogenj, ampak povzroča ta plin, stropeni plin, ki se sprošča, ko se vnamejo te materiali, te spojine, s katerimi so prej bili zaviralci gorenja. Zaviralci gorenja. Ja. Zdaj vsi, ko nekaj zagori, vsi poznamo, ne, nastane ogenj, poznavno je že ogljikov monoksid, ne. Dejansko pa zelo največji problem je pa ta vodikov cianid, ki je pa 35-krat močnejši in bolj smrtonosen kot ogljikov monoksid. In to se sprošča pri gorenju zaves, tudi tapet, posteljnine, ležišč. Kot zanimivost naj povem, da so leta 1971 v Ameriki te zaviralci gorenja bili obvezni, da so jih nanašali na otroške pižame. Zaradi tega pač, če je prišlo do požara, da niso bile kakšne hujše posledice, ne. Ampak so približno na letni ravni, so tam do 34-35 življenj so s tem rešili. Problem pa je bil, da so na letni ravni koliko milijonom otrok to rakotvorno kemikalijo dejansko zastrupili. In zdaj, če so v Ameriki v 6 letih to absolutno prepovedali, pol veš, da je moglo biti to zelo sporno. To je moglo biti face. Ugotovili pa so, ker so našli v urinu, v otroškem urinu so našli dobesedno to kemikalijo. Wow. Kateri materiali, katere tkanine so še sporni? V bistvu te sintetičnih materialov je zdaj ogromno. Na policah je tudi, lahko rečemo, da recimo 70% vseh tkanin je sintetičnih materialov. Ostalo 30 so recimo naravne tkanine. Pa imate pa tudi teh sintetičnih materialov, je poliester ena najbolj taka, tudi različne vrste spet so poliestra, ampak poliester je najcenejša možna tkanina, ki sploh obstaja in zato se masovno uporablja predvsem v tekstilni industriji. Težko že najdemo, ne, da je brez poliestra kot takega. Ja, in tudi ležišča, kar so dejansko etilen glikol se uporablja, naftni derivati, prevleke so vse iz sintetike oziroma so dodani sintetični materiali. Najbolj sporne so dejansko tudi ne samo te sintetični materiali, ampak toliko bolj same obdelave teh tkanin. Obdelava. Tisto, ko smo pa prej govorili, ja. Proti krčanju, proti mečkanju. Oni nanašajo samo plasti čez tkanine. S tem ne samo, da zavirajo zračnost, ampak dejansko ne morejo z drugimi stvarmi obdelati teh tkanin, kot pa s formaldehidom, z toksini, z temi res kemikalijami, ki so dokazano rakotvorne oziroma so najhujši motilci hormonov. Tujini že prepovedani pri nas. Ampak je recimo
kako bom rekla, ko gledam recimo kataloge, ki prihajajo domov, te pač papirnati, ali pa ne vem, tako recimo v izložbah in tako naprej. Ravno recimo pri posteljninah, ne, imaš res privlačne vzorce, vse, kar hočeš, lahko, še svojo sliko lahko imaš dejansko na posteljnini, če želiš, ne. In se mi zdi, da s tem res privlačijo kupce, da imajo pol 10, ne vem koliko posteljnin dejansko, da jih imajo doma in da se ne vprašajo, iz kakšnih materialov je. Ne, zato ker so v bistvu pri teh izdelkih za dom je dejansko postala to kot modni fashion, ne. Tako kot so zdaj, včasih so bile kolekcije zima, jesen, pomlad, poletje, tudi pri oblačilih, zdaj so nove kolekcije vsak teden na policah. In gre samo za, ne, in zato je pa to pošiljanje oziroma te modne so non-stop zaradi tega, da vi trošite več. Da več. Kaj misliš, da bi se moglo zgoditi, da bi si ljudje pogruntali, da to ni v redu in da naj vse stran pomečajo in naj si kupijo 2 kvalitetne posteljnine, kjer bojo predvsem pogledali, kaj je not in da uporabljajo to? Kaj se mora zgoditi? Jaz vem, kaj se je moglo meni zgoditi. Pač tebe sem mogla slišati, da si mi povedala te stvari, ne? Ampak kaj bi se moglo zgoditi, da bi ljudje masovno to dojeli? Ne, glih to je problem, zato ker to so te tihi ubijalci, dobesedno tako tihi ubijalci se reče, ker to vam ne povzroči takojšnjih kakršnih koli učinkov, ne. Dobro, res, kdo ko je malo bolj občutljiv, če da sintetiko nase, ga začne to vse peči, ali pa če ima posteljnino, ga koža peče, dihanje je ovirano, ampak to je redko kdo, da je tako zelo občutljiv, ne. Drugače pa, mislim, ne vem, no, da bi to se pogojevalo s kakršnimi koli drugimi stvarmi, a ne, Slovenci vseeno moramo te korake narediti, od prehrane, kozmetike in te izdelki za dom, če noben o tem ne govori, govorim samo jaz pri tebi v oddaji, oziroma določeni članki se pišejo, kot to se pač skozi tučka dol, in o tem se ne govori, je dejansko bo kar precej časa preteklo, da bojo to spoznali, da tisto, kar po noči imajo v spalnici, da je dobesedno izrednega pomena, no. Da sredi preko noči, ko se dejansko mora telo razstrupljati, ko predeluje telo vse tiste strupe, ki se jih vi čez dan ali zaužili ali občutili, dejansko je to, če preko noči mora iti ven. So posteljnine, recimo, ne samo oblačila, ampak so posteljnine ena izmed tistih pasti marketinga, na katerih največkrat pademo? Na splošno pri tekstilu, ja. Ja, zagotovo. Zato, ker se zdaj so te naravne tkanine, konoplja, lan, bambus, to je zdaj postalo zelo green scena, ne. Ampak zdaj popolnoma nesmiselno je, da vi kupite neko ležišče, kjer je notranjost umetni material, poliuretanska pena in potem date preleko čez, v kateri je 3–15% ne vem, konoplje, vse ostalo je pa poliester. A ne, s tem niste nič v bistvu za zdravje naredili, ne. Gre se za to, če zbirate ekološki material, če želite naravne materiale, naravne tkanine, mora biti to 100% naravna tkanina. To je potem smisel. Da je polnilo tako, da je okolju in zdravju prijazno, da je potem tudi sama tkanina, ali 100% lan, 100% konoplja, ali 100% ekološki bombaž. Zato, ker določene tkanine za same prevleke ležišča niso najbolj primerne, no. Zaradi, ker lan, konoplja nista nič elastična, tudi so malo trši materiali in za samo tkanino, za posteljino pa zelo dobro. Tako, evo, če se tudi s hrano še ne ukvarjate, kaj jeste, dajte se potem ukvarjati, v kakšnem okolju spite in kakšna je torej vaša posteljnina in kaj dajete dejansko nase, ker vse, kar dajete nase, ne dajete samo nase, ampak dajete tudi vase. Tega se moramo zavedati, da to ni kar ena tak stvar, levo, desno, mimo grede. In mene je vsekakor streslo to, no. Pazila sem na prehrano, na vse te zadeve, se poglabljala, niti pod točko razno pa mi ni prišlo na pamet, kakor kje pa si zdaj dejansko s tem. Ok, naslednjo vprašanje. V teh mesecih praviš, da pripelješ v Slovenijo nekaj novega, neke nove stvari? Ja, v bistvu bomo dodali, spoznala sem eno koroško šiviljo kreatorko, no. Se pravi nekaj slovenskega? Ja, in bomo malo združili slovensko konopljo,
pa malo za posteljnino, malo tudi mogoče za kakšne druge izdelke, lan, volna tudi s certifikati, no. Tako da bo dejansko ena taka kompletna ponudba, no. Ker itak delam pa sem s takimi ljudmi, ko so mi fajn, pa jim zaupam, pa jih cenim, spoštujem. Pri samih ležiščih me recimo zanima, tiste, ki jih ti poznaš in žegnaš in vse ostale zadeve, katere materiale potem vsebujejo? Mi imamo pač z vidika, da je udobno, zdravo, zračno. Je pač to za nas najboljši produkt, ne? Kar se ga da pač dejansko na trgu dobiti. Samo jedro je iz ekološkega lateksa. To je kavčukovec? Ki je tako tudi pridelan čist na okolju prijazen način, znotraj teh certifikatov, rainforest in vse, ker to so pač res tisti, ki se na to spoznajo, tudi potrebno kar precej teh standardov, pogojev zagotoviti, no, da lahko to rečeš, ne. Privleke so pa vse iz ekološkega bombaža, ker ta ekološki bombaž je pač, tako kot sem že prej omenila, v primerjavi z lanom, konopljo in z ostalimi naravnimi materiali še vseeno najbolj prijeten in udoben, ne. Ekološki bombaž. Ampak recimo, kaj pa kakšno stvar, ki jo kupiš, ali servete, ali kakorkoli piše gor 100% bombaž, pol je pa sama plastika? To je konvencionalni bombaž, ja. Konvencionalni bombaž je v bistvu še vseeno, ampak bolj z vidika tega, da se razgradi, pa da se hitreje te škodljive kemikalije z njega sperejo. To ima še edino prednost pri sintetičnimi materiali. Ker drugače je pa in sintetični materiali in konvencionalni bombaž dejansko zelo veliko breme za okolje povzročajo, ker pač miselnost je, ne, če bi vsi kupovali naravne tkanine, bi dejansko tega zmanjkalo, ampak to ni res. V bistvu porabijo od 30 do 100% več energijskih virov, vode in vsega se uporabi za sintetične materiale in za konvencionalni bombaž. Ker sintetični materiali so pač polni tistih kemikalij in naftnih derivatov in tako naprej. Konvencionalni bombaž, pesticidi, herbicidi, da ne govorimo o pravični trgovini, o kakih pogojih se ta konvencionalni bombaž predeluje. In zdaj s temi vsemi obdelavami dejansko že po lastnostih že te niso več prednosti, no, so večinoma se že obnaša kot sintetika. Ko oblečete 100% bombaž, se hitro spotite, čist drugačen von potuje. Ne, mislim, meni je bilo to, meni je bilo kot plastika je bila dejansko. Ja. Čista plastika mi je bilo, kakor, čakaj. Zdaj še pri bombažu v bistvu dajo, na vsake toliko dajo sintetična vlakna vmes. Dejansko jim to ni treba, a ne samo, da čim bolj pocenijo zadevo. In samo tkanino, da tiste kmete, ko pridelujejo bombaž, da jih čim bolj stiskajo ceno, tu vmes je pa ogromno manevrskega prostora, ki ga pa itak pobere sam prodajalec. In pač njim je vseeno, on pač po tisti določeni ceni in z večjimi marketinškimi triki vam bo prodal še več in ga prav briga, kaj se potem s tem produktom naredi, ko pač ta produkt tudi služi svojemu namenu. Seveda. Že naravni materiali, tudi ko jih ne morete več doma uporabljati, se dejansko lahko uporabijo skoraj na stojen način. Če ne druga za krpo. Tako. Najlepša hvala, Sandra, za tale pogovor. Tako da vi, spoštovani gledalci in gledalke, pa en nasvet, dajte se začeti spraševati, a to res rabim, kaj je to, iz česa je sestavljeno, berite deklaracije, predvsem pa vse informacije, ki jih dobite in so uporabne za vas, najdite še koga v svojem okolju, svojega bližnjega in mu povejte te informacije, ki ste jih vi izvedli. To ni pametovanje, to je povezovanje. In dajmo torej začeti s tole misijo, da rušimo zidove okrog sebe in pa začnemo graditi mostove. To je tisto. Še kakšna informacija pa na www.klepetobkavi.si.